milost in mir vam vsem v Sveti Božji cerkvi. In spajanje duha. Po tem kratkem škočnem pozdravu nas bo sedaj najprej pozdravil pater Jožef Tokar, glavni pristojnik slovenskih jezuitov, in za njim takoj pater Deca, ki tukaj predstavlja našega vrhovnega pristojnika pater Kolmbaka. Dragi prijatelji iz Dravelj in podrugov. Cerkev Kristusovega posvečenja nas je sprejela v svoj tako lepo oblikovani prostor. Hvaležni smo vam, dragi prijatelji iz Dravelj in podrugov, ki ste spremljali in podpirali to naše veliko delo. Tudi z vašimi žrtvami, znani in neznani dobrotniki, je zgrajen ta tempelj. Z veseljem in hvaležnostjo pozdravljamo med nami arhitekta gospoda Marka Mušiča z njegovimi sodelavci. Občudujemo njegovo zamisel in mu iskreno čestitamo. Prav tako pozdravljamo inženirja Igorja Jereba, ki je z veliko skrbjo nosil breme strokovnega nadzora. Pozdravljamo predstavnike in sodelavce gradbenega podjetja Grosuplje, ki je odlično izvršilo neravno lahko nalogo. Pozdravljamo predstavnika projektantske organizacije IZTR, inženirja gospoda Figernika. In obenem tudi seveda predstavnike drugih delovnih organizacij, kot so Kristal iz Banja Luke, Lesnina iz Ljubljane, Imos Elektroservis iz Grosuplja, Izomon iz Zagreba, Mineral iz Ljubljane in druge. Lep pozdrav vsem obrtnikom, ki so vložili v cerkev svoje znanje in svoj trud. Znamenili inštalaterstvo prezlir iz Brezovice in neprecenljivo pomoč vas, dragi zdravelski obrtniki, in sodelovanje inženirjev in prijateljev, ki ste strokovno in požrtvovalno pomagali pri načrtovanju in izvajanju raznih del. Veselimo se navzočnosti predstavnikov družbeno-političnih organizacij in pozdravljamo gospoda Franca Pristovška, namestnika Republiške komisije. Prav je, da izrečemo posebno zahvalo patru Lojzetu Bratini, ki je vsa ta leta nosil težo nam znanih in nam neznanih bremen. Hvala župniku, patru Francu Svojšku in kaplanama, patru Lojzetu Cviklu in Francu Heberju, ter prvemu župniku, patru Lojzetu Štrublju in patru Marjanu Ščepu, ki je bil najboljši sodelavec že v pripravi te gradnje. Njihova prizadevanja pa ne bi obrodila sadu brez izredno požrtvovalnega župnijskega pastoralnega sveta in živega sodelovanja aktivnih članov župnijskega občestva. Naše iskreno priznanje. Naj pozdravim tudi naše drage goste iz tujine. May I greet most warmly our dear guests and friends from abroad. Among them there are the Timiso, gospod Hans Kantoni, župnik župnije Svetega Antona iz Züricha, pater Jozef Trvinski, provincijal iz Avstrije, pater Giordano Rocca, jezuitski predstojnik Severne Italije, pater Michele Lavra, zastopnik italijanskega provincijala, gospod Jože Kopajnik, vodja dušno-pastirskega urada iz Selovca, pater Marko Matič, jezuitski provincijal iz Zagreba, pater Janez Knapelc iz tajništva slovanske asistence družbe Jezusove v Rimu. Prav poseben pozdrav gospodu nadškofu
ki je s tako veliko ljubeznijo spremljal in podpiral to naše delo, ki je blagoslovil temeljni kamen in bo danes posvetil to škofijsko cerkev Kristusovega učlovečenja. Zdravljen gospod Jože Drož, dirigent in organist gospod Janez Posredkar in pevci iz raznih knjig in naše drage narodne noše. Pater Pavlo Beca iz Rima. On je bil vrhovni predstojnik našega reda do pred 2 leti, ko je bil izvoljen sedajni vrhovni predstojnik Pater Peter Hans-Kornova in Pater Beca je njegov zastopnik pri tej današnji slovesnosti. Sono particolarmente lieto di rappresentare qui oggi il Padre Generale della Compagnia di Gesù, che non ha potuto intervenire personalmente a questa solenne cerimonia. Zelo sem na poseben način vesel, da sem lahko tukaj in zastopam vrhovnega predstojnika družbe Jesusove, ki danes zaradi svojih tolikih opravil ne more biti tukaj med nami. Egli mi ha domandato in primo luogo di presentare il suo deferente omaggio all'eccellentissimo arcivescovo di questa diocesi che oggi inaugura e consacra questa chiesa. Egli si unisce a noi nella preghiera affinché questa nuova chiesa rappresenti un nuovo impulso alla vita cristiana di questa popolosa parrocchia, a bene dell'arcidiocesi di Lubiana e di tutta la cara Slovenia. On je združen z nami v molitvi za vse vas, za to župnijo, za Ljubljano, da bi in za celo Slovenijo in prosi, da bi ta cerkev res bila nekaj začetek poglobljenega duhovnega življenja. Do zelo pomembnega trenutka predstavnik gradbenega podjetja Grosupljen, ki je do sedaj bilo neka vrste gospodar, tukaj na gradbišču bo škofu izročil ključe nove cerkve. Da nam Bog, ko bomo z njo pokropili sebe in stene cerkve, znamenje onega zveličavnega studenca, pri kakršnem smo očiščeni v Kristusu, postali svetišče Svetega Duha. Nam pa daj, da bomo z vsemi bratmi in sestrami, ki bodo v tej cerkvi opravljali svete skrivnosti, dospeli v nebeški Jeruzalem, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
svetega evangelija po Janezu. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je po njej nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bil in svet je po njem nastal in svet ga ni spoznal. V svojo lastnino je prišel in njegovi ga niso sprejeli. Vsem, kateri so ga sprejeli, pa je dal pravico, da postanejo Božji otroci njim, ki vam verujejo, ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda se je učlovečila in se naselila med nami. In videli smo njeno slavo, slavo kakor edinorodjenega od Očeta, polna milosti in resnice. Poslušali ste Kristusov evangelij. Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre. In beseda se je učlovečila in se naselila med nami, ker verujemo v to temeljno krščansko resnico, da je Božji sin postal človek, se učlovečil in naselil med nami, smo gradili to cerkev Kristusovega učlovečenja na slovenski zemlji v novem delu mesta Ljubljane, blizu starodavne romanske cerkve Svetega Roka. In ker verujemo v Božje delovanje danes med nami, posvečujemo to cerkev, da bi bila znamenje, da se je Bog zares danes naselil med nami tu, na tej zemlji, tu med temi ljudmi, ki tukaj živijo. Da se je Bog naselil med nami v učlovečenem Božjem sinu Jezusu Kristusu, da bi nam rozadel Boga, ki se zanima za človeka in ljubi človeka. Evangelij nam pravi, da se je Božja beseda učlovečila, toda in prišla je v svojo lastnino, a njegovi je niso sprijeli. Mi smo jo sprijeli in jo hočemo sprijeti. In zato človeško sodelovanje izražam v tem pomembnem trenutku posvetitve te cerkve svoje iskreno priznanje in iskreno zahvalo. Očetom iz družbe Jezusove, prvemu župniku Draveljske župnije, patru Lojzetu Štrublju, potem vsem tem, ki so posebej sodelovali, patru Lojzetu Bratini, sedanjemu župniku Svolštu, obema provincialoma, patru Šefu in patru Kokarju in vsem iz družbe Jezusove, ki so se zauzeli, da bi tu nastala cerkev uredna, največje naše krščanske skrivnosti, Božje ljubezni in odrešenja, cerkev Kristusovega učlovečenja. In zahvalim se vam, dragi parani župnije Dravlje, in vsem tistim, ki ste se prav posebej zauzeli, dolga leta si prizadevali, da bi dobili svojo cerkev. In zahvalim se vsem, ki so vam pri tem pomagali in pokazali razumevanje, našim predstavnikom družbe, predvsem pa tistim, ki so kakorkoli vas podpirali in z vami sodelovali. Iskreno priznanje in zahvalo srekam arhitektu Marku Mušiču in vsem njegovim sodelavcem. Zahvalo in priznanje podjetju Grosuplje, vsem drugim podjetjem, obrtnikom in delavcem, ki so vložili najboljše moči, da bi zgradili dostojen spomenik Kristusu, ki je postal človek in hoče živeti med nami. In iskreno zahvalo vsem dobrotnikom, tu blizu in daleč po svetu, na naši slovenski zemlji in inozemstvu, tako rekoč starobi vsega sveta, si je gradila ta cerkev, ki bo še naprej zahtevala pomoči, da bi jo mogli dokončati.
In sedaj bomo posvetili to cerkev. Bog sam jo bo posvetil, da bi bila njegovo svetišče, da bi človeška zgradba postala Božja hiša, da bi hiša iz kamna, betona in stekla postala hiša molitve, da bi ta marmorni oltar predstavljal Kristusa, da bi bila to miza, s katere prejemamo kruh življenja in da bi tu med nami bilo zbirališče, kjer se bomo kot Božja družina zbirali okrog oltarja, sprejemali Božjo resnico in razodetje o Kristusu, ki se je učlovečil. Še več, ko bomo sem prihajali, da bi se spreminjali, da bi se dogajalo to, kar se je dogodilo v učlovečenju. Bog je postal človek, da bi ljudje prišli k Bogu. Tako bo ta cerkev kraj, kjer se bomo srečavali s Bogom med seboj in znova ponašali v svoje družine in v svoje okolje veselo zavest, da je prišel Bog med nas, da se je naselil med nami v človeški podobi, da bi nam dal svojo Božjo naravo in življenje. Graditev te cerkve Kristusovega učlovečenja ni zadnji cilj. Ta cerkev je znamenje, je klic, je oznanjenje, da je Bog prišel k nam in se naselil med nami, da bi šli mi na poti k njemu, na tem svetu in nekoč prišli k njemu v še lepše svetišče, kakor je ta cerkev. Iskati bo treba to cerkev Božjega učlovečenja, a kdor jo bo odkril, bo ostrmel in bo odkrival lepoto, bogatstvo, življenje, ki nam ga prinaša Bog, ki nam ga daje Bog. In zato naj bo ta cerkev Kristusovega učlovečenja najprej za župnijo Dravne, potem za vso to okolico, za mesto Ljubljano, za našo slovensko zemljo, močno znamenje, da se je zares zgodilo, kar nam ta cerkev oznanja. Kristus se je učlovečil. Naj Gospod svojo močjo posveti oltar in Božjo hišo, ki jo po svoji službi mazimo, da bo stabilno znamenje skrivnosti Kristusa in cerkve.
videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Naj v Cerkvi sveti Kristusova luč, da bodo vsi narodi prišli do polnosti resnice. Zadnji del tega našega slavja, obenem je tudi njegov vrh, da je pravo in dokončno posvečenje, da je Cerkvi kot prostorom in kot vašemu ljudstvu presveta Evharistija in mašna daritev. Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Vzemite in pijte iz njega vsi, to je krivik moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Oh
Dragi gospod našo, z iskrenostjo v srcu se vam zahvaljujemo za vso vašo skrb in podporo, ki ste jo namenili gradnji našega novega svetišča. Beseda zahvale je mnogo preskromna, ki bi lahko zajela vso tvojo delo, ki si ga vložil v to gradno, našo novo gradno. Za vse to je bila potrebna res, je bil potreben velik napor in ti si ga zmogel. Dragi Lojze, naj Bog ti povrne za vse tvoje napore, ki si jih vložil v to novo gradno, da je lahko danes postala svetišče. Naj Bog blagoslavlja tvojo pot. Hvala ti. Gospod našo in Lojzeta Tina sta sprejela slike Lojzeta Tomažerja, gospod našo križanje, Lojzeta Tina za križ. Dragi prijatelji, mi iz župnje svetega Antona iz Ciriha se veselimo z vami, da imate sedaj tako veliko in lepo cerkev in vam želimo veliko sreče in Božjega blagoslova. Podelil samomočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.